Pozdravljeni. Zopet je sreda, dan, ko je na vrsti komentar novic. Poglejmo si tudi tokrat, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Pred vami je 44. komentar novic in že 44-krat se bomo letos ukvarjali s 4 različnimi sklopi, kjer si bomo ogledali vse tiste novice, ki po mojem mnenju niso dobile dovolj poudarka ali pa rabijo poseben komentar. Ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, dobite bližnjice do izvirnikov navedene v samem opisu. Mi se pa kar lotimo naše današnje prve teme. Liamu Lawsonu ni uspelo. Po seveda izjemno dobrem vtisu, ki ga je pustil v svetu Formule 1, ko je nadomeščal poškodovanega Ricciarda pri ekipi Alfa Tauri, Liamu Lawsonu ni uspelo postati prvak japonske superformule. O tem poroča spletni portal motorsport.com 29. oktobra. In sam Liam Lawson je priznal, da pravzaprav je bil premalo konstanten, da bi se lahko boril do zadnjega. Na zadnji dirki v Suzuki je bil drugi, ampak Miyata, prvak z Toyoto, je bil takoj za njim tretji. Razlika med njima na koncu je bila borih 8 točk. A verjetno vse možnosti, da bi Lawson postal prvak, so objektivno odšle po vodi na tisti prvi dirki v finalu, prav tako v Suzuki. Dirka je bila predčasno prekinjena zaradi nesreče, podeljeno je bilo le polovično število točk, a kljub vsemu Lawson je bil bolj v ozadju. Ampak sedaj se lahko začnemo spraševati, kako da tako talentiran voznik, kot je Lawson, ni uspel zlahka osvojiti naslova tudi v superformuli, ki je, bodimo iskreni, polovičko stopniče nižje kot na primer Formula 2. Zavedati se moramo, da Liam Lawson je bil letos tudi koncentriran na dogajanje v Formuli 1. Ne samo zaradi dogajanja okrog poškodbe Daniela Ricciarda, tudi ko je bil Nick de Vries praktično odpuščen, je bil Liam Lawson ena izmed opcij. In verjetno razumljivo je, da njegove misli so uhajale k tisti višji kategoriji, k Formuli 1, kateri vsi sledimo, katero vsi spremljamo. Zato je razumljivo, da njegova koncentracija na superformulo je bila morda malce manjša. Ampak superformula kot prvenstvo postaja neke vrste zatočišče za vse tiste voznike, ki pravzaprav so dosegli rezultate v Formuli 2, ampak ne dovolj, da bi prišli v Formulo 1. Tudi del Porsche pod zaščito ekipe Sauber bo morda v sezoni 2024 nastopal tu. Letos se da zgoditi, da bo postal prvak Formule 2, ampak sedeža v Formuli 1 skoraj zagotovo ne bo dobil, zato je superformula v bistvu ena izmed najboljših opcij, ki se mu ponuja. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v naslednji sezoni in ali bo tu v superformuli nastalo neko prebeževališče za vse tiste voznike, ki so dovolj dobri, da zapustijo Formuli 2, ampak ne dovolj, da bi si pridoborili sedež v Formuli 1. V našem drugem sklopu se bomo posvetili govoricam. Namreč verjamem, da mnogi izmed vas ste opazili, da so nekateri novinarji začeli objavljati na svojih osebnih profilih zanimiva sporočila. Na primer,
Albert Fabrega, je objavil, da je v zakulisju Paddocka slišal nekaj, o čemer pravzaprav noče govoriti. In to je bilo konec, ni povedal nič kaj drugega. A mi navdušenci smo lahko 30. oktobra na spletnem portalu GP Blog zasledili članek, v katerem nam avtor ponuja 3 možnosti. In seveda tu velja nekako poudariti, da vse 3 možnosti, kot bomo videli v nadaljevanju, so nekako povezane med seboj. Prva varianta, o katerih mnogi novinarji pravijo, da so nekaj slišali, a nihče noče govoriti, je tema, o kateri verjetno mi navdušenci smo slišali, brali, morda tudi razmišljali celo preveč. Kdo bo zasedel drugi sedež poleg Maxa Verstappena. Namreč nekateri menijo, da Sergio Perez je dobesedno povzročil preveč škode Red Bullu, zato se odpirajo mnoge možnosti. Naprimer Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, ki pa iz dirke v dirko dokazuje, da ni še dovolj zrel, naprimer Alexander Albon, ki je formalno zapustil svet Red Bulla in se vezal na Williams, celo Lando Norris. Pojavlja se po mnenju avtorja tudi ime Sainza, kar je po mojem osebnem videnju tukaj čudno. Namreč na začetku je bil Carlos Sainz mlajši strani Red Bulla uporabljen kot menjalno sredstvo, da so dobili pogonske sklope Renault. Zanimivo je, da Liam Lawson, o katerem smo govorili v prvem sklopu, v raznih kombinacijah sploh ni omenjen. Kar pa ne pomeni, da je pravzaprav izločen iz vseh nadaljnjih možnosti, ampak sliši se v ozadju tudi govorice o Fernandu Alonsu, kar je po mojem osebnem mnenju precej čudno, kajti vsi mi se spomnimo tistega njegovega GP2 engine, kar verjetno Hondi tudi danes ne bo po godu. Pravzaprav Fernando Alonso je glavna tematika, ki se pojavlja v vseh različicah takšnih in drugačnih govoric. Namreč druga varianta je ta, da Lawrence Stroll prodaja ekipo Formule 1 Aston Martin. In med glavnimi kupci seveda govorice navajajo kitajski Geely. In tu seveda se sedaj pojavlja vprašanje, zakaj Stroll, če se je naveličal Formule 1, je toliko sredstev vložil v izgradnjo novega vetrovnika, novih kapacitet za ekipo iz Silverstona in kaj bo s pogodbo, ki so jo podpisali že s prej omenjeno Hondo za prihajajoče obdobje. Seveda teorija, ki pravzaprav nima nekih osnov, nekih temeljev, nima nekih realnih, oprijemljivih točk, da bi lahko verjeli. Ampak verjetno v vsem tem čepijo govorice, ki jih sprožijo določeni viri. In tretja točka, ki se zopet nanaša na tisto, kar smo slišali v prvi in drugi, je upokojitev Fernanda Alonsa, ki jih šteje že 42, čeprav ima pogodbo z Aston Martinom do sezone 2024. In na veliki nagradi Mehike smo slišali, da je bil Fernando v bistvu demoraliziran. Čisto nekaj drugega kot tisti Fernando, ki smo ga spremljali na začetku sezone, ko je bil redno na zmagovalnem odru. Ampak sedaj zmagovalni odr so le, dovolite mi izraz, oddaljenje sanje. In si Fernando Alonso res želi nekako prekiniti pogodbo z Aston Martinom, se upokojiti ali morda presedlati v Red Bull? A tu se moramo zavedati nekega dejstva. Če pustimo pri strani Hondo kot tisti faktor, ki bi lahko vplival na morebitni prihod Fernanda Alonsa, se moramo zavedati nekega dejstva, da Fernando Alonso je vse prej kot udoben moštveni kolega.
je precej destruktiven v sami ekipi, če vse ni podrejeno njemu. In seveda ima tisti pravi karakter zmagovalca, ampak predstavljajte si, da imamo dva podobna karakterja v eni ekipi, kot je Red Bull. Namreč Max Verstappen, po mojem osebnem mnenju, ni toliko različen od Fernanda Alonsa. Zato vse tri variante moramo imeti za same govorice. Čeprav tista o upokojitvi Fernanda Alonsa, ker je izgubil motivacijo, ker pri Aston Martinu niso sposobni pripraviti spodobnega bolida, se mi zdi najbolj verjetna. A kaj se bo v resnici zgodilo, bomo kot običajno odkrili skupaj. V našem tretjem sklopu se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen 30. oktobra na spletnem portalu motosport.com. V njem se navaja izjavo Frederika Vasserja, ki pojasnjuje, v kakšnih težavah so bili pri skuderiji Ferrari po tisti zaustavitvi dirke po rdeči zastavi. Namreč Charles Leclerc, kot smo vsi videli na pnevmatiki hard, po prekinitvi ni bil več tako konkurenčen, da bi se lahko boril na primer z Lewisom Hamiltonom, ki je imel pnevmatike medium. In seveda Frederik Vasseur je lepo priznal, da pnevmatika hard na Ferrariju ni dosegla tiste delovne temperature, da bi bil lahko Charles Leclerc konkurenčen. In zopet nam je potrdil nekaj, kar smo sumili že v preteklosti, namreč na bolidu skuderije Ferrari SF-23 delujejo z dobrim uspehom pnevmatike trdote C5, C4, C3. Ko se pride tam do C2 in ne govorimo o C1, je tisto okno delovanja postavljeno malce previsoko, vsaj za ta bolid skuderije Ferrari. A zanimivosti še ni konca. Namreč, če smo lahko vsi mi sumili, da pnevmatika hard ni tisti optimum, se lahko sprašujemo, zakaj pri skuderiji Ferrari enostavno niso izbrali kakšne druge variante. Namreč imeli so na razpolago še en set rabljenih pnevmatik medium. A seveda tu je Frederik Vasseur povedal, da ta set pnevmatik je bil enostavno preveč obrabljen, da bi lahko zdržal do konca dirke. Prekinitev je bila tam približno na polovici same razdalje dirke. In sam sem opazil še nekaj, kar me je osebno zmotilo. Namreč Frederik Vasseur v celotni izjavi je govoril le in edino o Charlesu Leclercu, kot da Carlosa Sainza mlajšega sploh ne bi bilo, ampak oba sta bila na progi eden za drugim z popolnoma identično strategijo. A zanimivo je, kaj so si mislili tudi drugi glavni akteri pri tem izboru skuderije Ferrari. Naprimer Christian Horner pri Red Bullu je pričakoval, da bodo pri Ferrariju nataknili pnevmatiko medium in tako skušali napasti naprimer Maxa Verstappena. Podobni izbor, kot so ga napravili pri tovarniški ekipi Mercedes, ampak tu sedaj pridemo do točke, ki je mene negativno presenetila, namreč Frederik Vasseur je bil prepričan, da Max Verstappen bo zadnji del dirke začel na pnevmatiki medium in nekako hotel presenetiti svojega nasprotnika. Čeprav, ukolikor pogledamo tisto tabelo, ki jo objavlja Pirelli, Max Verstappen na Red Bullu ni imel na razpolago več še enega seta pnevmatik medium, da bi si lahko kaj takega privoščil. Torej, dokaz, ukolikor je izjava realna, da Frederik Vasseur oziroma njegovi sodelavci morda niso poznali pravih razmer na progi. Nekaj, kar smo morda mi navdušenci letos že opazili kar nekajkrat. A pojdimo še k naši zadnji temi, kjer bomo tudi govorili o skuderiji Ferrari. Za konec se bomo pa še ustavili pri tistem, kar se je zgodilo na začetku mehiške velike nagrade.
Namreč na spletnem portalu Race Fans smo lahko 30. oktobra zasledili izjavo Carlosa Sainza mlajšega. Da je povedal, da bodo morali pri Ferrariju temeljito preučiti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Tako on kot njegov moštveni kolega Charles Leclerc sta na štartu v primerjavi z Red Bulloma dobesedno ostala na mestu. Ne da sta oba voznika imela slab štart, le bolida SF Michelin 23 nista tako dobro pospeševala kot oba Red Bulla RB19. In seveda se Carlos Sainz mlajši dotakne tudi incidenta med Serhijem Perezem in seveda že prej omenjenim Charlesom Leclercem. Namreč Carlos Sainz mlajši je priznal, da tam v prvem ovinku na začetku dirke dobesedno vsi skušajo pridobiti kakšno mesto, morda dve. Zato so pri zaviranju pozni in ne čakajo neke nove priložnosti. In dobesedno povedal je, da v tisti situaciji je popolnoma razumljivo, kar se je zgodilo. S to pripombo, da Sergio Perez ni imel sreče, Charles Leclerc pa jo je. In tu se sedaj pojavlja vprašanje. Namreč ne glede, koga kdorkoli izmed nas navdušencev krivi za nastalo situacijo, ukolikor ima voznik poškodovan bolid, pravzaprav ne spremeni dejstva. S poškodovanim bolidom, ali si kriv ali si nedolžen, pravzaprav skozi dirko ne moreš tako hitro kot z onim, ki ima vse dele na svojem mestu. Zato kdaj pa kdaj, vsaj tako je moje razmišljanje, je bolje popustiti vsaj v prvem trenutku in nato izgubljeno nadoknaditi v nadaljevanju. Če nekdo v prvem trenutku skuša nadoknaditi preveč, ne bi bilo slabo ga tudi pustiti mimo, kajti poškodovan bolid oziroma odstop zaradi krivde drugega je prav tako ničla, kot če napako napraviš sam. A verjamem, marsikdo s takim razmišljanjem se ne strinja, kajti treba je iti na polno in treba je biti izjemno bojevit in nepopustljiv. A seveda, vsakdo ima pravico do lastnega videnja, do lastnega razmišljanja. A vidi se, da v dani situaciji, vsaj kar se tiče tistih, ki so bili prisotni na sami progi, nismo zasledili, da bi se krivdo prevalilo samo na Pereza. In to je meni osebno zanimivo, ne glede na tisto, kar si mislimo mi, ki dirke spremljamo od doma iz televizijskih ekranov. A kar se tiče tokratnega 44. komentarja novic, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.